Bohinjski ledenik. V zelo hladnem obdobju ledene dobe, pred 20 tisoč leti, so ledeniki zadnjič segali od zemljinih tečajev daleč v notranjost kontinentov in pokrivali vsa večja gorstva. Led, ki se je zbiral v Julijskih Alpah, je drsel proti predgorju po dolinah Soče in Save. Z vzhodnih osteni Triglava se je stekal v Bohinj in nadaljeval pot proti Blejskemu kotu. Ob poledenitvenem vrhuncu je bil bohinjski ledenik debel do 800 metrov in se je prelival celo prek visokih dolinskih robov. Pri drsenju je led brusil površje pod seboj in oblikoval značilno ledeniško dolino v obliki črke U. Na višku zadnje pleistocenske poledenitve je bohinjski ledenik pokrival celotni Blejski kot, tudi vse manjše vzpetine. Segal je skoraj do Lesc in Radovljice. Pri tem je odrinil tok Save dolinke nekoliko proti vzhodu. V tundri in tajgi v okolici ledenika so živeli bizoni, mamuti, losi, jeleni, volkovi, alpski svizci. Zadnja pleistocenska ohladitev pa ni bila največja. V času svojega največjega obsega je bohinjski ledenik prekrival tudi precejšen del gorenjskih ravnin. Med enim od starejših poledenitvenih vrhuncev je segal vzhodno od Radovljice in za seboj pustil značilno končno moreno, imenovano Obla Gorica. Vrnimo se v čas zadnje ohladitve. Tedaj je rob ledenika segal od Lesc do Zasipa, kjer sta dobro vidna dva grebena končnih moren, na katerih sedaj stojita cerkvi v Zasipu in Sebenjah. Rob ledenika se je nadaljeval prek Dolgega Brda do Zgornjih Gorij. Tu se je skoraj staknil z ledenikom, ki je prinašal led po dolini Radovne. Ledenika sta za seboj pustila naravna amfiteatra, ločena z ozkim grebenom. Led je zapiral tudi vhod v Blejski Vinkar, zato je tam nastalo malo ledeniško jezero. Ko se je led začel topiti, je potok Rečica urezal v strugo v sedline in s tem razkril zaporedje laminiranih sedimentov, ki so se tu odložili v času zajezitve. Ledena doba je bila klimatsko zelo razgibana. Ob ohladitvah so se ledeniki daljšali, ob otoplitvah pa krajšali oziroma talili. Ob napredovanju namreč ledenik pred seboj rine in kopiči drobiri iz podlage, ki se pred njegovim čelom nabira v obliki grebenov imenovanih končne ali čelne morene. Sled prvih dveh zastojev umikanja mlajše pleistocenskega bohinjskega ledenika se je ohranila v dveh grebenih čelnih moren pri Dobravci. Na ravnici pred ledenikom je zastajala voda in s časom so tu nastala močvirja, deloma še ohranjena na blatih in jezercih. Med umikanjem iz Blejskega kota je ledenik zastal vsaj še trikrat, kot dokazujejo grebeni čelnih moren pri Pecovci in nad severovzhodnim obrežjem jezera. Starost njihovega nastanka ni natančno znana, so pa mlajše od 20 tisoč in starejše od 14 tisoč let. Pred čelom umikajočega se ledenika je začelo nastajati Blejsko jezero. Sprva je bila gladina približno 20 metrov višja od sedanje, voda pa je iztekala pod stražo, skozi dolino zdaj imenovano Dindol. Šele ko se je ledenik umaknil v dolino Save Bohinjke, se je odprl zdajšnji izliv Jezernice pri Mlinem. Jezero v sedanjem obsegu je najverjetneje staro nekoliko manj kot 14 tisoč let. Ozračje se je še naprej ogrevalo in postajalo vse bolj podobno sedanjemu. Led se je hitro topil in se najprej umaknil v visokogorje, potem pa izginil. Ko se je ledena opora umaknila, so se s pobočij prožili plazovi in skalni podori. S klimatskimi nihanji so povezane tudi glaciofluvialne terase, ki so jih odložile in urezale reke vzdolž nekdanjih ledeniških dolin. Reke so ob ohladitvah podnebja nasipavale velike količine proda, ob ogrevanju pa so ga odnašale. Tako nastale terase so vidne pod Šobcem in Lescami. Oblikovala jih je Sava, ki z globoko urezano strugo omejuje Blejsko pokrajino. Zelo slikovito je območje rečne doline z mokrišči pri Brjah.
Z umikom ledu so povezani tudi prvi sledovi človekovega bivanja v Blejskem kotu. Kamnito orodje iz mlajšega paleolitika je bilo odkrito v jami Poglejska cerkev, v prepadni steni nad ozelenelim amfiteatrom, ki ga je za seboj pustil bohinjski ledenik.